Zakaj si vstopil na univerzo za tretje življenjsko obdobje in v katerih programih si že bil vse udeležen? Oziroma, kje si sodeloval? Jaz sem prišel k univerzi pravzaprav na povabilo te ustanoviteljice Sonje Lakoškove, ki je srečala se nekje na neki prireditvi in je rekla, da bi bila vesela, če bi sodeloval, in sem rekel, pa seveda pridem zraven. Imam pa seveda še poleg vsega, kar sem doživljal, pa kar sem počel, še veliko stvari si želim kaj izpopolniti in zato sem šel tudi tu zraven in sodelujem v programskem odboru, hkrati pa tudi v kakem programu. Zadeva, ki me je zanimala, je torej fotografija in tako sem že drugo leto tu zraven. Prav zanimivo je, da smo lani imeli mentorico, ki je bila, bi rekel, sanjava fotografinja in je me dala veliko, bi rekel, ene ljubezni do fotografije. Letošnji Matjaž pa je bolj tehnični tip in to sem tudi pogrešal. Tako da mi je v obeh letih sem dobil tisto, kar sem iskal. In sem zelo vesel, da je seveda ta univerza tako zaživela pri nas, ker mnogi ljudje pa se najdejo tu, ker si sami pravzaprav težko kaj najdejo sami. Ljudem dati tisto, kar si želijo, vemo pa, da si mnogi ljudje želijo tudi v tem obdobju, potem ko se upokojijo, še kako znanje dopolniti, predvsem na jezikovnem področju. Tu je veliko potreb in jaz mislim, da univerza lepo zadosti in dopolni tisto, kar sicer se počne tudi še drugod, izven tega. Recimo, kako društvo upokojencev in tako naprej imajo neke tečaje in skupine, ki pa so seveda na malo manj strokovni ravni. Ja, tu pa univerza, bi rekel, je dvignila nivo na res izobraževalni nivo, tako da, bi rekel, povsem zadovolji potrebe. Vzdušje je, bi rekel, zelo dobro, ker so članice, predvsem članice, zelo aktivne in imajo polno idej in celo več idej, kot pa je potem uresničljivih. Vse hvala Bogu, da je tako, da je idej veliko, potem pač krmarimo med tem, kaj se da napraviti in kaj se ne da. Ja. Ko sem se jaz upokojila, sem naenkrat začutila eno tako veliko praznino in sem vedela, da se moram nekam vklopiti, da bom imela socialno mrežo, da se bo nekaj dogajalo in da bom še vklopila še svoje možgane, da ne bojo prehitro zaspali. Najprej sem se vklopila v program za tuje jezike in sicer nemščino. Hodila sem eno leto, potem sem pa zvedela, da je tudi francoščina v programu in sem se tisti hip prepisala k francoščini. Ker francoščina je moja ljubezen že iz gimnazije in sem bila zelo vesela, da sem se lahko vključila. Skupina je prijetna, prekrasna in obožujem francoščino. Srečala sem prijateljice, ki so mi to prijazno predlagale in seveda sem pomišljala in sem se vklopila in ni mi žal. Kako si pa doživljala srečanje, kako bi opisala vzdušje, ki si ga ustvarjala? Vzdušje je bilo od vsega začetka in je še zdaj imenitno. Mi smo tu ena prekrasna skupina, kot ena malo večja družina, 12 nas je.
in smo prijatelji, se razumemo in obožujemo tudi našo profesorico, ki je odlična. Res se trudi, je strokovna, ima bogate pedagoške izkušnje, ve, kako je treba delati z malo starejšimi učenci, da rabimo veliko ponavljanja in da rabimo veliko potrpljenja pravzaprav z njene strani, in vse to dobimo in smo zadovoljni. Pri francoščini se v tem okolju ravno ne moreš ne vem kaj pomagati, ampak če greš pa v turistične kraje, recimo, smo bili pred leti v Normandiji in Bretaniji, tam sem si pa lahko kar brez problemov naročila meni ali pa še kaj več, tako da je uporabna na vsak način francoščina v življenju. Tudi domači kaj pristopijo, pa kaj vprašajo? Doma se pa rada pohvalim s kako francosko pesmijo ali pa s kako francosko izjavo, da jih malo šarmiram. Jaz bi lahko rekla, da je človek pravzaprav radovedno bitje in da mora biti radoveden vse do konca, ker tu dobiš lahko res zadovoljiš svoje potrebe in svoje interese in mislim, da bi lahko vsakemu priporočala, da se vključi, ker gre tudi za navsezadnje za tvoje mentalno zdravje. Pravijo, da vsaj za 5 let premakneš demenco nekam bolj daleč, če se učiš tujega jezika, in še mislim, da je v tem življenjskem obdobju nad vse pomembno druženje. Socialna mreža, povezovanje, prijateljstvo, družabno življenje nasplošno. In to tu dobiš in bi priporočala ljudem, da se vključijo in da si najdejo vsak svoj interes. Umetnostna zgodovina, to je že malo pozabljena z moje strani, tista gimnazijska leta, to so hitra, to ni bilo, to si se naučil, pa potem pozabil. Zdaj me pa ta tema skozi bolj zanima, fajn mi je, Marko je čudovit mentor, ogromno znanja, tako da smo uživali vsi. Zdaj gremo tudi na izlet, baje. Naša srečanja so bila zelo prijetna. Res pa je, da se nismo družili s nekim delom, ampak smo imeli bolj v obliki predavanj, ker so mogli sicer sodelovati tudi, ampak smo bolj poslušali in ni bilo toliko časa za pogovor, za spoznavanje skupine, ampak bolj, bom rekla, izobraževalni namen je bilo to. Znanjem pridobljenim je tako, da bi to mogli ponavljati. To je delo, ki ga stalno moraš nekje videti to, znati umestiti en umetniški izdelek nekam. To jaz moram reči, hitro pozabimo, vsi smo taki, ampak te pa nekako vseeno spremlja to, včasih se spomniš nekaj, če kam greš, veš malo več o tem. Zanimivo, mene to že malo zanima in me je fajn, da se neham v tej smeri izobražujem. Izobraževanje. Ja. Kdor mogoče še okleva, če išče neko druženje, kvalitetno druženje, z velikim naborom tem, kamor se lahko vključiš, če ima kakšen res taka zanimanja tukaj, potem ne pride. Druženje je prijetno, fajn. Veliko je teh stvari, ampak eno bi pa res izpostavila, to glavno, da jaz imam ful rada francoščino, j'adore le français, c'est la langue la plus romantique au monde, simplement formidable. Se pravi, francoščina obožujem, to je en najbolj romantičnih jezikov na svetu, pa tudi sicer je fajn malo se aktiviraš, srečuješ z ljudmi, povezuješ, veliko se pridobi s tem. Kako bi lahko pisala? Naša skupina je, jaz rečem, svetovna skupina. V glavnem je starejša generacija, pa srednja generacija, in ful smo povezani skozi ta leta, radi se učimo,
humorni smo, res je prijetna skupina je. To je pa zanimiva zgodba, ker ta profesor, profesor Pirnat je moja najljubša profesorica iz osnovne šole in ona je kriva, da sem šla študirati angleščino, tako da res ful uživam na njenih urah. Srečaš ljudi, greš ven iz bajte, naučiš se novih stvari, nastajajo nova prijateljstva. Mi smo čisto nadpadli. Jaz sem bila izredno vesela, ko se je pred 5 leti odprla tudi v Slovenj Gradcu Univerza za tretje življenjsko obdobje. Jaz sem že prej obiskovala 5 let tudi v Velenju in sem že morda vedela tudi kakšen način oziroma kakšen postopek oziroma kaj sploh nudi Univerza za tretje življenjsko obdobje. Tako da sem imela že tisti feeling, občutek in radovednost, da sploh sem se opisala tudi tukaj naprej. Manj se potem opustila te aktivnosti v Velenju, ker je pač mi ni bilo potrebno se voziti toliko dol, in mi je to blizu bilo vse skupaj. V teh 5 letih sem sodelovala v astronomiji, v Zumba Gold, v programu vrtičkarstvo, umetnostna zgodovina, potem odkrite lepote naše domovine, kino ob kavi. Vsi so taki zanimivi, pestri programi. In drugo leto sem se vpisala tudi na tale angleški jezik, ki daje ti nekako tako širino, da se lahko sporazumevaš, če mogoče dosti potuješ, lahko pa tudi malo za te zadeve, da se ti, bi rekli po domače, da si malo kravžljaš možgančke. Zumba, rečemo zdaj Zumba Gold, ki je za starejše, je predvsem vadba, skupinska vadba, ki združuje nekako gibanje telesa in duha, ob tem pa tudi poslušanje aktualne, zanimive, predvsem južnoameriške glasbe. Jaz mislim, da človek mora imeti v življenju obveznosti in na tak način tudi krepi svojo socialno noto. Recimo danes so zelo v modi medgeneracijski centri, samo to je tako, prideš tja, greš ali ne greš. Recimo na Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ko pa si nekaj, recimo par evrov plačal nek program, ti je pa le neka obveza oziroma v sebi čutiš neko obveznost, da prideš tja. In v tem je tudi pozitivna oziroma lastnost oziroma čar te tretje univerze. V starosti najbolj pomembna radovednost. Včasih so rekli v mojih letih, radovednost ni lepa čednost, ampak radovednost v pozitivnem smislu, da si radoveden, da se ti vedno nekaj dogaja, da nekaj iščeš, da nimaš rutine v vsakdanjem življenju. Rutina v vsakdanjem življenju je najslabši, sploh recimo v starosti. Pa te mimogrede kaj vem, kakšna gospa ali pa gospod sreča, ki ni dobrodošla, recimo, ko si starejši, pa reče, gospod Alzheimer, reče, sploh recimo nad 80 let pravi, da vsak tretji človek ima Alzheimerjevo bolezen. Zato je zelo pomembno, da se ti nekako vključiš skozi to, vsakdanje dogajanje, da iščeš nekaj. Ja, to v naši naravi, da smo radovedni. Samo to je tak, ljudje, ko so starejši, se zaprejo vase in, ne vem, se čutijo, zapostavljene ali si mislijo, joj, sem star, kaj bom zdaj, nisi več tak, ko sem bil, se pogledal v ogledalo, nisem lep, ne vem, imam to gubo, uno gubo, ampak vse gube so neke, poti v tvojem življenju, ne vem, več gub je, več zanimivosti si dal mogoče skozi,